So, good evening and welcome to the press conference of Team Slovenia for the upcoming match against Denmark. A warm welcome to the head coach of Team Slovenia, Matjaž Kek, and to player number 10, Timmy Max Elšnik. Before we start, a few notes for the new participants. If you need translation, so please be sure that you have downloaded the Interprefy app on your mobile phone. Interpretation is available in English, German, Slovenian, and Danish. If you have a question, as you know, please raise your hand, wait for the microphone, introduce yourself with the full name, organization name, and organization country. And please use one of the relevant languages. And finally, your question. So I think now we can start, and we start with the player, Timmy Max Elšnik, first, and we will continue later with the coach. Timmy Max, how are you feeling in preparation for the match tomorrow? Najprej lep pozdrav vsem zbranim v Stuttgartu. Jaz osebno se počutim odlično. Mislim, brez veze izgubljati besede, no, mi vsi komaj čakamo jutri tekmo in odštevamo ure do 6 popoldne. Tudi imam ta privilegij, da si lahko danes malo prej pogledam slačilnico pa igrišče in pogoji so res izjemni, tako da fantje bomo jutri na polno uživali. A question for the player, please? Dobro večer, Timi. Izkušnje s tekme v Ljubljani so bolj pozitivne kot tiste iz Kopenhavna. Verjetno boste imeli to v mislih pred jutrišnjo tekmo. Tam ste se jim super zoperstavili, bili za odtenek mogoče celo boljši. Verjetno so to tisti občutki, ki jih hočete jutri prenesti v Stuttgart. Ja, sigurno. No, Danska, Slovenija, dve ekipi, ki se dosti dobro poznamo, ker smo v kratkem času zdaj odigrali med sabo. Tudi različni mešani občutki, no, iz tekme v Danski pa v Stožicah. Jutri igramo na nevtralnem, tako da ta neka prednost domačega terena, ki je mogoče tam res bila malo prisotna, je jutri ne bo. In vemo, da če smo pravi, no, jim lahko naredimo probleme. Videli smo na Danskem, no, da imajo res izredno kvaliteto, ne glede na to, kdo igra, imajo širok kader. Ampak ni zdaj nekega prostora, no, za razna presenečenja, tako sem rekel, dve tekmi odigrani med sabo. Tako da načeloma vemo vse drug o drugem. Moramo pa pač spoštovati nasprotnika, imajo res izjemno individualno kvaliteto. Kar nekaj igralcev, ki lahko sami obrnejo tekmo na glavo. Po drugi strani pa tudi mi lahko vsakemu naredimo probleme. In baza je pa sigurno to, da smo fizično agresivni, da smo na pravi ravni z njimi glede tega dela. Šanse verjamem, da si bomo ustvarili in imamo tudi fante od spredaj, ki so v izjemni formi in jaz verjamem, da lahko Slovenija jutri, oziroma vem, da bomo pokazali pravi obraz, da bomo šli na 100%. Nek motiv na takih srečanjih ne more manjkati. Tako da pričakujem eno dobro tekmo. Timi, zdravo. Nesmiselno bi bilo skrivati, kako dolgo in težko smo v Sloveniji čakali kaj takega. Koliko motivira ta dvorana, ta kulisa, te oprave, vse to, kar pride s tako tekmo? To so trenutki v karieri, ki se redko zgodijo, če se sploh zgodijo. Sploh z državnim grbom to še toliko več pomeni. In tako si omenil, Slovenija, predolgo smo čakali, ampak zdaj smo tu. Veliko število ljudi bo prišlo, bo stalo za nami. Mi smo veliko dosegli, no, da smo se uvrstili sem. Mi se tega zavedamo, da smo v tej eminentni druščini. Samo največje ekipe v Evropi so in mi smo z njimi. Tako da zdaj nekega pritiska ne smemo čutiti. Tako sem rekel prej, vsak bo dal vse od sebe, ker niti ne moreš drugače na takih tekmah. Ne smemo pa pozabiti, da po tisti drugi človeški plati, da uživamo v teh trenutkih. Da ne bo vse skupaj samo zamegljeno pa prehitro šlo mimo. Da na koncu tudi probamo vse skupaj narediti ponosne. In jaz vem, da vsak bo od prve do zadnje minute, ki bo dobil priložnost, dal srce na igrišče in
na tak način verjamem, da se lahko na koncu skupaj veselimo. Živijo Timi, nekajkrat si že rekel, uživati na tekmi. V čem najbolj uživate na nogometnem igrišču, sploh tu na največjem odru? Jaz osebno, no, meni največ pomeni pred začetkom tekme tista himna, ko se odpoje. Verjamem, da bo tudi veliko število Slovencev in da se bo to res dobro slišalo. In ja, tista minuta pa pol, ko pač traja, ti res stojijo kocine po konci in ti dajo nek adrenalin, ki te potem požene v tekmo in v tem je pač najlepše uživati. Is there another question? Živijo Timi, v kvalifikacijah ste oba zadetka proti Danski dosegli s prekinitev, tudi zdaj mogoče pripravljate kaj posebnega, ste bili na to še posebej pozorni v pripravah zdaj v zadnjih dneh? Ja, sigurno, prekinitve so s tem modernim nogometom vedno bolj pomembne. Vemo, da ekipe imajo prav trenerje, ki so samo za to zaposleni, ker se marsikatera tekma se v bistvu lomi oziroma odloča na teh situacijah. In tu se mi zavedamo svoje moči, po drugi strani pa tudi vemo, da imajo Danci izjemno velikost, višino, moč in moramo tudi v defenzivnih prekinitvah biti dovolj zbrani, da ne bi njim dopustili prepoceni zadetka. Bo pa to sigurno eno orožje za nas in ja, sigurno smo posvečali neko dodatno pozornost, kaj pa itak ne moramo razkriti, ampak ja, moraš prvo priti do te situacije, da sploh imaš korner pa prosti strel, potem pa se lahko marsikaj zgodi. A last question for Timmy, the last one, please. Ann-Kathrin Rose for the German radio, if you don't mind, it's a question in English. You have in relation a very small country in Europe, but you have a lot of superstars in sports. Maybe you can explain us how important this European Championship is for you, for the team, and for the country. Thank you. Ja, mislim, Slovenija je res nek fenomen, kar se tiče športa pa športnih uspehov. V zadnjih letih je nogomet bil malo v ozadju, ampak vseeno na svetu je nogomet številka 1 in zdaj, ko se je končno tudi naši reprezentanci uspelo uvrstiti na veliko tekmovanje, vsi vidimo, kaj to pomeni za vse navijače, za vse ljudi, da je tudi pri nas konec koncev nogomet vseeno številka 1 in jaz mislim po sporočilih, ki jih dobiš, po obrazih ljudi, ki jih vidiš, kaj jim to pomeni, sploh zdaj, ko je prvenstvo tako blizu, da je v bistvu dostopno veliki masi. Ja, jaz verjamem oziroma vem, da za samo državo, malo 2 milijona ljudi, da je nek tak uspeh izjemnega pomena in da so že zdaj ponosni na nas, ampak mi se ne mislimo ustaviti tukaj in imamo 3 tekme, da probamo narediti še nekaj več. So thank you very much, Timmy. Good luck for tomorrow. And now we will continue with Matjaž Kek. Ja, dober dan, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz se že zdaj opravičujem, da bom malo krajši, zaradi tega, ker je Timi tako vse lepo opisal. Tako da jasno, da zdaj smo tam, dolgo smo čakali, kot je že bilo omenjeno, ampak kakorkoli ob zavedanju moči jutrišnjega nasprotnika, to je vseeno reprezentanta top 10 v Evropi, razmišljamo o sebi, razmišljamo o svoji prezentaciji, kvalitete, ponosa, motiva, želje in ti dnevi zdaj v Wuppertalu so res minili v enem super ozračju, ampak se veste, igrišče je tisto, ki pokaže, ali si dober ali nisi dober, ob res super kvalitetni danski reprezentanci z top selektorjem. Bomo poskušali priti do pozitivnega rezultata, način to prepustite nam, predvsem pa neizmerno, mene osebno veseli, ne vem, 10, 12, 15 tisoč slovenskih navijačev, številne sporočila in pozitivna energija in fajn je biti nogometaš zdaj v teh dneh v Sloveniji.
Selektor, pozdravljeni. Jaz bi samo vprašal, kako ste? Imate nasmešek na obrazu, kako se počutite? Zakaj ta nasmešek, medtem ko je Timi odgovarjal? Timi to tako lepo zapakira, vse skupaj se vidi, da so ga v Ljubljani dobro naučili, vse skupaj. Tako da jaz sem malo v defenzivi po dolgem času, kar se tiče mogoče teh konferenc. Nasmešek pa, prej sem vašemu kolegu povedal, mojemu prijatelju Anžetu Bašlju, da sem se 2013 pripeljal v ta park pred stadionom, nisem vedel, kaj me čaka, oziroma upal sem, da me čaka nekaj lepega. Zgodila se je ena krasna zgodba in nekje te misli vseeno zapeljajo tudi na eno drugo stran, ampak ko sem pa prišel noter, vidiš slovenska zastava, slačilnica, pa vse to skupaj. Dolgo smo čakali, predolgo smo čakali, tudi mene se je dolgo čakalo, ampak zdaj smo tukaj in predvsem gre razmišljanje v smeri in ta nasmešek tudi mogoče malo zaigran, vsej dosti skrbi, kako ekipo čim bolj pripraviti, da bojo odgovorili na res vrhunsko kvaliteto danske reprezentance. Selektor, lep pozdrav. Na tisti prvi novinarski konferenci na Brdu ste rekli, da želite ekipo, ki bo tekalno močna, ki bo zdržala 90 in pač še tistih nekaj minut. Kako zdaj ocenjujete na koncu priprav? Ste zadovoljni s tem, kar vidite, kako so fantje pripravljeni? Vedno bi lahko bilo boljše, tudi kar se tega tiče, ne? In to je neka moja razmišljanja o slovenskem nogometu, ko smo mi tekalno agresivni, da se lahko potem merimo z marsikom, tudi rezultati so to pokazali. Zdaj mnogo k temu lahko doda motiv, želja, spektakel, atmosfera in jaz upam, da bomo iz tega črpali to pozitivno energijo, da nam to ne bo neka utež, ki se lahko tudi zgodi. Dosti imamo, pravzaprav vsi so prvič na velikem tekmovanju, razen Cesarja in Novakoviča, ki jutri sigurno ne boste igrala. Tako da, ja, to bo eden izmed pomembnejših momentov jutrišnje tekme. Agresivnost, tek, igra v obe smeri, obvezna igra in potem sem pripričan, da imamo tudi mi kvaliteto, da se zoprstavimo Eriksonu, Hojlundu, Hojbergu in da ne naštevam vseh zvest danskega nogometa. Hi, Jacob from Danish TV2. What is the success criterion against Denmark and will you be satisfied with a draw? Ja, zdaj vam razlagal ne bom, ne, na kakšen način bomo poskušali priti do pozitivnega rezultata. Jaz sem vedno pripravljen ekipo voditi v momentu razmišljanja o pozitivnem rezultatu. Mi se zavedamo, da je, in verjetno tudi vi, sigurno se strinjate z mano, da je Danska favorit v tej tekmi. Ampak vse veste, favoriti so zato, da se jih premaga. In z velikim respektom in spoštovanjem do danske reprezentance, z številnimi top imeni in nekje v nekem nogometnem razmišljanju, Dance štejejo med tiste reprezentance, ki lahko naredijo vrhunski rezultat na evropskem prvenstvu. Matevž, pozdravljen. Eno vprašanje glede na prejšnje besede, veselje zaradi 10, 12, 15 tisoč Slovencev, ki bodo spremljali v živo na tribunah ta velik dogodek. Kako pa je bilo v zadnjih dneh umiriti igralce, recimo, ker predstavljam si, da so jih klicali prijatelji, znanci, vstopnice, gor, dol, kako je s tem? Eno je to, kar ste govorili, kvaliteta na igrišču, kako pa je bilo glede te psihološke priprave, pa umiritve, da se ti zunanji dejavniki, kolikor je možen, izklopijo. Hvala. Pa ne, čisto, mogoče se ne strinjam z vašim vprašanjem, zakaj izklopiti te zunanje dejavnike, če je to nekaj posebnega, če to je nek privilegij, ker jaz to gledam, da zdaj lahko tukaj sedim, da vodim slovensko reprezentanco kot velik privilegij, ki sem si ga na koncu mogoče tudi zaslužil s svojim delom, s svojim odnosom do reprezentante, čeprav je trajalo 2-3 leta predolgo, ampak vzeti to, vsrkati, je nekaj, kar večina mladih igralcev v slovenski reprezentanci še ni doživela. Tudi na individualnem nivoju, v klubih, sploh pa ne z reprezentanco, ampak jaz mislim,
da me je Urban enkrat vprašal, kdaj bomo končno eno veliko tekmo odigrali. Ne? In potem smo jih odigrali kar nekaj. In jaz sem to smatral kot neko dozorevanje ene ekipe, ki se je formirala nekaj časa in ki je potem prišla na svoj teren. Jasno je, da je to zdaj nekaj najvišjega, da je to najvišje možno nivo. In jaz sem prepričal njih, verjamem jim in naredili bomo vse mi v strokovnem štabu, da jih zapeljemo v pravo smer. Ker veste, včasih se tudi tresejo hlače malo in malo večjim asom individualnih in kolektivnih športov, ko priješ do nekih velikih tekem. To je zdaj njihovo igrišče, to je zdaj njihov moment. Dosti lažje govoriti, fanti, uživajte, bodite sproščeni. Vam je pa Timi povedal, kaj gre skozi njim, skozi glavo. Zdaj ti telefoni, pametni telefoni ne omogočajo hiter kontakt z vsakim. Jaz ne hodim za njimi, naj se spopadajo s tem. Na koncu ta privilegij nosi tudi neko odgovornost. Oni pa imajo odgovornost, pravzaprav vsi mi imamo odgovornost, pod slovensko zastavo smo. The last two questions. Hi, Maximilian Mendel from Deutsche Presseagentur. Could you explain the role and the importance of Benjamin Cesko and how important is it that he extended his contract before the start of the tournament? Vprašanje, če sploh spada zdaj na tiskovno konferenco pred tekmo Danska-Slovenija. Ampak jaz sem zelo vesel, da imamo v 26 kadru Benjamina Šeška, ki je eden od kamenčkov v mozaiku slovenske reprezentance in njegova pomembnost je enaka kot pomembnost Šporarja, Mlakarja, pa še bi lahko našteval. Tako ga jaz jemljem, tako ga jemljem od njegovega 17. leta, ko se prvič pojavil med nami in za svojimi igrami, za svojo kvaliteto, svojim odnosom, za svojo pozitivno energijo, mislim, da si zasluži takšen status, ko ga ima zdaj v slovenski reprezentanci. And the last question. Gospod selektor, govorili ste o odgovornosti pod zastavo, skupaj vaša dva mandata, zdaj približno desetletje že na klopi Slovenije. Kaj vam osebno pomeni, to ni veliko nogometnim trenerjem dano, omogočeno, da desetletje vodijo svojo domovino? Kako gledate na to, je to privilegij, velika čast? To ste me zdaj vprašali, to, kar jaz že ves čas govorim. Ne. Meni od klica Rudija Zavrla, pa drugič Radeta Mijatovića, je bilo v življenju vse jasno. Meni je tu popolnoma jasno, čeprav vse pravim. In v Mariboru in na Rijeki so bili svetli trenutki in dobri rezultati, ampak to je težko je opisati to z besedami. Nekomu je to pač dobro plačana služba, meni je to del življenja, način življenja. Vse boste prevedli to v kvarnerščino, pa tam se sliši najlepše. Tako da, ampak dosti v meni, zdaj je igrišče, zdaj so reflektori usmerjeni v igralce in naj se pokažejo, naj se ne bojijo delati napak, naj pomaga en drugega, naj spoštujejo nasprotnika, naj se obnašajo tako, kot smo se obnašali skozi ves ta čas, kar smo skupaj. In jaz bom vesel, pripričan sem pa, da lahko napravimo pozitivni rezultat. Prosim. The last one? Yeah, last one. Okay, the last one question there. Tudi to je privilegij na koncu. 90 plus. Bonus pitanje, bonus vprašanje. Dobro večer, selektor. Zanima me, nismo vas zdaj dovolili, da bi bili krajši od Timija, ampak bi se pa vendarle vrnil na to vašo iztočnico. Pohvalili ste ga za njegov javni nastop, absolutno upravičeno. Zanima me, kako gre z roko v roki to, kar so fantje vedno več in vedno bolje kazali na igrišču, in pa to, da so bili vedno boljši tudi v javnih nastopih, vedno bolj simpatični, odprti, tudi z artikuliranimi besedami, v bistvu tudi vaš pečat. Kako gre to z roko v roki, da ste prišli vsi skupaj do sem, ker zdaj nastopate skupaj na tem odru? Jaz mislim, da je to ena širina, nogometašev, da je to v današnjem svetu komunikacije prepotrebna stvar. Na koncu koncev mi smo ljudje javnih nastopov, javnih pohval, javnih kritik in jaz pravim, vsak prav športnik je šele vrhunski takrat, ko se zna odzvati in na kritike in na pohvale.
Jaz sem dosti imel problema s tem, poskušam igralcem dati tisto, kar je pač mene vodilo skozi kariero, se nisem več najmlajši, ampak mene je zelo veselil podatek, da smo se znali obnašati in na igrišču in ob igrišču, čeprav, ko nam je nekdo stopil na rep, smo pa zacvilili, takrat smo pa znali tudi zacviliti, ne, in del življenja, del sporednica z športnimi rezultati, ki mislim, da imajo vedno večji pomen v svetu športa. Ni to show business, to je šport. Jaz tu želim to ločiti in zato sem zelo vesel nekje spoštljivega odnosa. Vedno pa priješ v neugodne situacije. Vse jaz vem, prvi poraz bo ropotalo, da se bo kar kadilo, ne? Ampak to je naše življenje, s tem se moraš sprijazniti, tako pač je. So, thank you very much. Welcome. Good luck for tomorrow. Thank you for attending the press conference. Have a nice evening. Nisi se kvalificiral, Urban.